Smernice razvoja kmetijstva v Evropi bodo v finančni perspektivi 2014-2020 usmerjene v zagotavljanje konkurenčnosti, poleg tega pa tudi zagotavljanje hrane, torej samooskrba, pa tudi uveljavljanje kmetijskih praks po vsem območju Evropske unije. Prav tako je treba zbližati pridelovalce in potrošnike ter ponuditi kakovostno in raznoliko hrano v Evropi. Slovenija naj bi po besedah ministra za kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča v obdobju 2014-2020 na letni ravni dobila nekaj manj denarja v prvem stebru. Gre za neposredna plačila oziroma subvencije. Na področju razvoja podeželja pa je višina teh sredstev, katerih smo bili deležni v tem programskem obdobju, približno 900 milijonov evrov in z izhodiščnim letom 2011 je tudi za nas to tista izhodiščna številka, ki je nekaj nižja glede na to, da se delno proračun kmetijski znižuje. Evropski komisar upa, da bo denarja za izvajanje skupne kmetijske politike v naslednjem finančnem obdobju toliko kot v iztekajočem obdobju. I hope that the European Council will also accept to maintain. Upam, da bo tudi Evropski svet potrdil, da sredstev za skupno kmetijsko politiko ne bo manj, kajti če želimo ohraniti kakovostno hrano, moramo podpreti naše kmete, da bodo proizvajali dobrine in izdelke. Zato potrebujemo javni denar. Predvsem mislim, da bo v Sloveniji potrebno zelo resno razmisliti, podobno kot v Avstriji, tudi okoli diverzifikacije plačil za samo travinje in tam določiti koeficient za intenzivnejša in pa ekstenzivnejša travinja. Današnjega posveta v Krškem se je sicer udeležilo več kot 300 deležnikov v kmetijstvu in je zelo dobrodošel, saj se leto 2014 nezadržno približuje.